Na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma, izvajamo izobraževalne programe in eden od teh programov je tudi slovenski pogrinjek. Gre za širši koncept, ne samo za samo prehranjevanje, sami mizni pogrinjek. Zakaj pogrinjek? Zato, ker se vse pomembne stvari v življenju dogajajo okrog mize, okrog hrane. Tam se sklepajo poznanstva, prijateljstva, dogovori, sporazumi in nasploh odnosi. Zakaj pa slovenski? Zaradi tega, ker se mi ločimo potem od drugih, ker to naredimo drugače kot drugi, naredimo to po slovensko, naredimo po dolenjsko, lahko rečete belokranjsko, kakor želite. Seveda zraven pa smo postregli z domačim vinom. Včasih je bila to šmarnica. Lahko vidite, da je to ena taka posebna zadeva. To je v bistvu sadno usnje. To naredimo tako, da iz travniških sadovnjakov, iz slovenskih travniških sadovnjakov, ki so neškropljeni, poberemo recimo jabolka, hruške, jih očistimo, nič ne olupimo, samo očistimo, zmeljemo v kašo in potem na tanko namažemo na take posebne plošče in posušimo. Vinske šnite, kot so jih včasih delali naši dedki in babice, potem so slive namočene v žganje. V tem letnem času se je jedlo kruh skupaj z jabolki, mogoče to še kdo od vas prakticira, včasih so rekli, da je to tudi zelo zdravo. Se danes odločila, da pa tudi jaz naredim ene štrukle, naše dolenjske štrukle z žinahom. Ene sem naredila v juhi, ene sem pa skuhala na sopari. Pa naša posebnost, kar je že skoraj pozabljeno, žinoh. Pri tej mizi bi se hkrati ustavili tudi pri čarobnosti slike. In imamo priložnost videti 3D efekt, narejen po sodobni tehnologiji. V današnjem času nam telefoni, tablice omogočajo, da posnamemo kvalitetno fotografijo, mi pa jo potem z tehnološkim znanjem ponesemo v višje dimenzije prostora. Posodje je bilo lončeno, dvakrat žgano, okrašeno, loščeno od znotraj in od zunaj. Namizna posoda se je razlikovala od kuhinjske posode. Vzorci so bili pa radialni, vitice, organski in tako naprej. Želim spodbujati uporabo v pogrinku tradicionalne hrane, uporabo naših tradicionalnih surovin, se pravi glino. Šentjernejska glina oziroma dolenjska glina je rdeče barve. Produkt tega našega zeliščnega vrta in pa tisto, kar pridelujemo na njivah na naši kmetiji, so čaji, čajne mešanice, mazila in pa tele izdelki. No, volna je naravni material in na naše telo deluje zdravilno. Delo z njo pa je pravzaprav terapevtsko, saj nas pomirja, obenem pa ob ustvarjanju z njo doživljamo tudi občutke zadovoljstva. To je en sam spomin na moje otroštvo. To vsebino sem pa zdaj seveda mogla malo tudi posodobiti in sem se odločila in sem spekla en tak kruh, ki ga boste tukaj le videli, iz teh vsebin. Gor sem narezala veliko čebule, dala gor slanino in dala peč. In to je nekaj zelo dobrega in celo poimenovala sem kar trgača. Zakaj? Ko smo trgali, je oče zmeraj rekel, dej Ani, mami moji rekel, dej prines nekaj za odtrgati. Modernizirana panjska končnica, na katero sem narisala cvet ajde, pa ajdov kruh, tako da nekako že veste, kaj boste dobili. Slikca vam že pove, mož nese ženo v mlin, staro in na drugi strani dobi novo, v prispodobi seveda v smislu, da zdrava hrana nas pomlajuje tudi, ne? Poudarek je pa na
čipki. Kot veste, je idrijska čipka del naše kulturne dediščine, ki izvira že od 17. stoletja naprej, in stavljam pogrinjak, ki ga sestavljajo prt z našito čipko in pa keramika z odtisom čipke. Saj so si pred pripravo nadele belo na glavno ruto, oblekle bel predpasnik in v moko narisale križ, šele nato so začele s pripravami. Sama pa sem pripravila tradicionalno predstavnico slovenske potice, to je pehtrano. Že od samega začetka smo znani po dobri domači hrani, predvsem pa po kuhanih piščancih. Moj je kuharski predpasnik, Anin je pa strežni. Po grinku sem dodala lesen pladenj, na katerem je upodobljena naša stara domačija. Gre za prenos znanja med generacijami in mislim, da je to izjemno pomembno. Prav vesela sem, da sem danes tukaj med vami in vidim te lepe umetnine, ki dejansko so tudi del naše kulturne dediščine. Evropska komisija je tako to leto in naslednjo razglasila za leto kulturne dediščine in to tudi na ministrstvu podpiramo. Predvsem pa smo tudi v tej novi strategiji slovenskega turizma zajeli gastronomijo kot enega izmed 10 ključnih turističnih produktov.